Pozdravljene gledalke in gledalci Pekarna TV v rubriki Zažgano. Danes bomo zažigali z gostom, aktivistom Sanjinom Jašarjem. Z njim pa se bomo pogovarjali na temo konoplja. Pozdravljen, Sanjin. Pozdravljeni. Torej, konoplja, ti si član Cannabis Social kluba Maribor. Cannabis Social klub Maribor. Imam prav? Ja, tako v bistvu Cannabis Social klub Maribor je bil ustanovljen nekje maja lani. V bistvu skupina entuzijastov, ki pač se je aktivirala, ker želi pač prinesti neke spremembe na tem področju. In od takrat dalje se mi zdi, da smo kar dosegli nekaj stvari, tako da sem zelo vesel, da smo v bistvu ustanovili ta klub, ker da pomagamo ljudem na kratko. Slovenski konopljin socialni klub se je aktivno vključil v zbiranje podpisov za predlog zakona o konoplji in ta stvar je uspela. Ja, podpisi so bili zbrani, torej Slovenski konopljin socialni klub iz Ljubljane je vložil predlog zakona o konoplji, o samozdravljenju in osnovnem bivanju. Zdaj je sicer to vse v postopku branja in sem in tja, sicer mnenja vlade in ostalih, bom rekel, plačancev niso spodbudna, ampak to je bilo na nek način pričakovano. Farmacevti in ostali lobiji si očitno zdaj, ko resnica prihaja na plan, manejo roke, ker mislijo, da bodo lahko še to tako lepo stvar v bistvu pripojili k svojemu kapitalu, ampak pač mi jim sporočamo, da to ne bo šlo tako preprosto. Mi dva zdaj tu govoriva o kanabisu, o konoplji, po domače povedano o travi. Ja, ganđa. Ganđa. In ganđa dejansko se uporablja v različne namene, ampak da najprej malo razločimo tisto ganđo, ki jo je, bomo rekli, psihoaktivna in tisto ta drugo. Ja, tako, zdaj v bistvu ne obstaja tista ta druga, ne. Vse je ena konoplja, pač s tem, da je različna vsebnost raznih substanc noter, ne. To pomeni, industrijska konoplja je nekako smatrana tista, ki ima zelo nizek pač THC, procent THC-ja. Potem pa z višjim seveda pa se tudi da zdraviti, torej zdravilno, tako THC kot CBD in ostale neke substance, ki jih je, ne vem koliko, čez 50. To se pravi ena bilka in uporabna v rekli 1000 in enem namenu. Joj, mogoče celo 10 000 in en namen, sploh seveda industrijska, ne. Zadnje čase se dosti govori pač o medicinski, uporabi konoplje medicinske namene, kar je seveda super, ne, ampak ne sme se zanemarjati potencial industrijske konoplje, ne samo bom rekel, iz ekonomskega, gospodarskega vidika, če govorimo specifično o Sloveniji, ampak tudi iz ekološkega vidika, ne. Gre se tudi za neko osveščanje, gre se tudi posledično za zdrav način življenja, ne, ker tudi semena oziroma olje iz semen konoplje je zelo zdravilno, vsebuje omega 3 in 6 kisline in mislim, da bi vsak moral eno žličko olja na dan, bom rekel, pojesti. Tako da tukaj se odpira ogromno možnosti, ne vem, v Koloradu že, bom rekel, ta turizem tako napreduje, da se dejansko v bistvu že vozijo v avtih, najemajo prav posebne, rekel, aranžmaje, kjer je vključeno cel asortima užitkov, ki jih nudi marihuana. Torej, rekla sva, industrija oziroma industrijska konoplja uporabna v marsikateri namen, zdaj pa so tudi pri uporabi v medicinske namene. Omenil si Kolorado, kjer so zakonsko uredili pravzaprav uporabo kanabisa ne samo tudi v tej kategoriji medicinskih namenov, ampak tudi za rekreativno rabo, ampak besedo ali pa dve mogoče še o
medicinski uporabi marihuane? Ja, zdaj to v Koloradu je za rekreativno uporabo, medtem ko jaz mislim, da že nekje 12 in število se veča in se bo v 12 državah v Ameriki že se da dobiti na recept ali tablete ali konopljo, ganđo, ne. Tukaj, ko menjamo medicinsko konopljo, tu obstajajo zapisi že pred našim štetjem, torej na Kitajskem se že omenja uporaba konoplje v zdravstvene namene, se mi zdi 200 let pred našim štetjem. Ne vem, na začetku tega stoletja ste v Združenih državah lahko kupili brez problema tinkturo olja, torej, kjer je pisalo proti astmi in tako dalje. Tukaj, ko govorimo sedaj v tem času o medicinski uporabi, se ne moremo izogniti imenu Rick Simpson, Kanačanu, ki zdaj zadnje čase v bistvu dejansko samo potuje in promovira to olje, ki se pač pridela. In tukaj Slovenija se mi zdi, da je kljub temu, da še zakonsko ni urejeno, da se dejansko spostavlja neka mreža, bom rekel, ki seveda na črnem trgu, kjer se da brez problema dobiti to olje. Uradna medicina seveda ne more bolniku z takšno ali drugačno težavo, ki bi jo lahko medicinska marihuana oziroma marihuana predelana v medicinske namene pomagala, ne more svetovati, naj se jo poslužuje, ampak izven, bom rekel, delovnega časa pa tudi uradna medicina v bistvu že priznava, da ja, no, tukaj se ne bi učinki so. Ja, no, tukaj se niti ne bi strinjal s prvim delom. Zdravnik mora, ne glede na to, kaj veleva zakon, zdravnik je prisegel Hipokratovo prisego in on mora bolniku, ki pride k njemu, ki mu zaupa svoje življenje, nuditi vse možne informacije, vsakršno pomoč in glede na to, da v zadnjih letih že bilo objavljenih ogromno publikacij, ki jih tudi in raziskav, ki jih ministrstvo redno dobiva, ne, torej na vseh možnih področjih in je seznanjeno s tem, in bi na osnovi tega že sami doktorji morali sprožiti to, ne, tako da se absolutno ne strinjam, da uradna medicina ne more, ampak uradna medicina mora to sprejeti. Sicer to vprašanje vsakega posameznika, torej doktorja, ne. Je pa res, da tukaj bomo aktivisti zdaj nastopili zelo strogo in lahko kar povem, da se pripravlja ena, bom rekel, kar zanimiva kazenska ovadba proti znanim in neznanim storilcem ravno na tem področju, ker se treba zavedati tega, da vsak dan, ko se sprenevedajo in doktorji in kvazi stroka in politiki, vsak dan onemogočajo ljudem, da dobijo na legitimen in legalen način to, kar jim pripada, torej kar je tudi zapisano v ustavi in kaj je človekova pravica, torej možnost do zdravljenja, ne. In tukaj, vkolikor v tem trenutku ne bo politika sprejela tega, se bo tudi za to trenutno stanje spisala kazenska ovadba, ne. Zelo pošteno povedano, moram reči, zdaj pa dajva še ugrizneva v tisti najbolj sladki del marihuane in bilke. To je v sladki vrhec, ki konča v papirčkih navadnih, bom rekel, rekreativnih uporabnikov. Ja, jaz več odkar v bistvu kar nekaj let je, odkar je to že dejstvo, da je konoplja zdravilna, več ne gledam sploh na to konopljo, torej kot zdaj eno je zdravilo, eno je za rekreativno uporabo, eno je za industrijsko. Če vzamem samo, kot si prej omenil, rekreativno uporabo, to, s čimer se mi rekreativno zadevamo, ne, to je zdravilo, ne, ker ravno iz tega vrha dobimo tiste substance, ki zdravijo, ne. Mnogi govorijo o tem, da pač ganđa, ne vem, neke floskule o tem, kako
zmanjšuje, ne vem, inteligenca in vse skupaj. Celo včasih so govorili, da umirajo celice, pač možganske zaradi tega. Zdaj ugotavljamo, da jih obnavlja. Tako da vse, kar so včasih govorili o ganđi, se je izkazalo za ravno nasprotno. In pač treba je dojeti, da tudi ljudje, ki samo rekreativno uporabljajo, pač konzumirajo marihuano, to je njihova pravica. Tudi na koncu koncev, če bi to škodilo, je to njihovo telo, njihovo življenje. In kot Cannabis Social Club Maribor, ki smo vključeni v ENCODE, to je pač ena politična organizacija evropska, torej European Coalition for Just and Effective Drug Policies, se ravno zavzema za to, torej za malo boljšo regulativo tudi na tem področju, kar se tiče rekreativne uporabe, posledično s tem tudi, da se zatre črni trg in vse neke ostale zadeve, torej ogromno tega sranja, ki se prodaja na črnem trgu. Točno to so danes že omenila zvezno državo, ameriško zvezno državo Colorado, ki je to uredila lepo zakonsko, pa tudi južnoameriško državo Urugvaj, ki mogoče nekateri mislijo, da so oni tam doli tretji svet, ne, ampak očitno so uredili demokratsko, kot bi se rekli, te stvari. Ja, zanimivo je, ne, da zadnje čase za države, ki smo jih smatrali za, bom rekel, za ostale, ne, ali pa, ne vem, necivilizirane ali pa ne dovolj civilizirane, očitno nam kažejo pravo pot, ne, in eno od teh nam je pokazal predsednik Urugvaja, ne samo s tem, da je pač podpisal ta zakon, ne, ampak tudi s njegovim načinom. Torej, treba je vedeti, da je on 90% svoje plače podari v humanitarne namene, zelo skromen, preprost človek, ki se mi zdi, da bi mogel postati simbol za neke voditelje. Tukaj lahko tudi omenim, da je Cannabis Social Club Maribor v okviru Drug Peace Instituta, katerega smo tudi člani, poslal skupaj z Mambo Social Club iz Belgije pismo nunciju v Urugvaj o nominaciji Muhike za Nobelovo nagrado za mir, ravno zaradi te poteze. In moramo se pohvaliti, da je to sprožilo tudi en plaz in na osnovi tega je ogromno nemških profesorjev in doktorjev in ostalih prepoznavnih ljudi po Evropi podprlo to nominacijo, tako da upamo, da bo ta nominacija obrodila sadove in da je leto 2014 res mogoče lahko tisto leto, ko se bo začele dejansko tudi na fizičnem nivoju kazati spremembe na boljše, ne. In ena od teh bi dejansko, znak za to pa bi res lahko bila dejansko izvolitev Muhike, da dobi Nobelovo nagrado za mir zaradi te poteze. Kdor ni vedel, zdaj ve. Sanjin Jašar je bil z nami, skupaj sva zažigala temo kanabis v terminu Zažgano. Hvala, Sanjin. Hvala vam.